Zelo težko je biti najboljši HR menedžer, ne? Ampak nekdo mora to narediti. Jaz mislim, da z leti vedno bolj postaja jasno, da kadrovanje ni samo, ja, zdaj pa enega novega rabimo, ne? Dejte eno glas, ne? Pa naj pride par ljudi, pa bomo videli, kdo nam bo najbolj simpatičen, pa ga bomo zaposlili, ne? Firme, ki bi na tak način delovale, mislim, da dolgoročnega uspeha absolutno nimajo, ne. Firme, ki so ugotovile, da dejansko so zaposleni, se pravi ljudje, podjetja, največja dodana vrednost podjetja, to so firme, ki so uspešne in to so firme, ki bodo tudi uspešne v prihodnosti. Tukaj bi čisto kratko zgodbico delila z vami iz moje karierne poti. In sicer moja kariera se je začela v podjetju Gorenje, kjer sem preživela 5 let, 20 let nazaj. Pustimo zdaj malenkosti, ne. Zelo zanimiva prva točka, prvi stiki z velikim podjetjem in tako naprej, ne. Po 5 letih pač tisto, kar prvo doživiš, nekako vzameš za referenco, ne. Zdi se ti, to je to, to je tak mora biti, ne, plus tega, da je podjetje Gorenje bilo tudi in je še vedno, ne, kar neka znamka, kar neko ime. Po 5 letih me je pot zanesla v Philips čez mejo in moram reči, da je bil to en tak kulturen šok, ampak v pozitivo, ne. Ko sem prišla v Philips, sem ugotovila, prvič sem imela občutek, da sem jaz dejansko nekaj vredna, ne. Da dejansko firma razmišlja, kaj bi še naredili, oziroma ne firma, glavna naloga kadrovske v podjetju Philips je bila, kaj še naj naredimo, da bodo naši zaposleni bolj zadovoljni, ne. Meni je bilo to šokantno, ne, iz ene organizacije, kjer pač prideš, se moraš štempljati, pol te še mogoče kdo malo pregleda, a si se res štempljal za malico, a se nisi, a si tam toliko časa, kakor nisi, a imaš kako uro viška, a imaš kak minus, niti pod razno, ne. In pol prideš v eno delovno okolje, kjer pač ti prvi dan rečejo, mi imamo pa delovni čas na zaupanje. Ja, kaj pa to je, ne? Je kar trajalo 1 mesec, preden sem jaz dojela, kaj to je, ne. Ni štempljanja, ne. Ne zanima jih, kdaj boš naredil svoje delo, njih zanimajo samo rezultati. In kak vpliv ima to na osebo, ko enkrat dojameš. To je za mene pomenilo, okej, to je moja firma, jaz delam za sebe, ne za nekoga drugega, ne. In to je bil ta mentalni preskok med Gorenjem, kjer si pač razmišljal, kje bi pa mogoče kak evro, kje lahko not spravil, ne vem, zelo se v grdo čulo, ampak dejansko se to dela, ne vem, kakmu taksistu še malo več napiši tam, da bom pol dal v potne stroške, ne. To so vse stvari, ki so se takrat dogajale, ne vem, a se še zdaj. Na Philipsu nobenemu niti top menedžerju ne pride na misel, da bi v Amsterdamu se usedel v taksi, pa se za 60 evrov pripeljal na firmo, če lahko gre na vlak, pa se za 3 evre pripelje na firmo, ne. To je ta mentaliteta, ki se obrne in delaš za svojo firmo in delaš bolje. Se pravi, zaposleni, zadovoljni zaposleni, dobri rezultati, ne. In to je tisto, kar se tudi pri kadrovanju spreminja, ne. Ni to samo nekaj, kar delamo, kar sem na začetku rekla, ne. Ni to samo nekaj, dajmo enega novega dobiti, rabimo enega novega štromarja, enega novega, ne vem, računovodjo ali pa koga, ne, ni to to. Kar počnete v kadrovanju, v kadrovskem področju, je dejansko motor, srce, gonilna sila ene firme. In tudi ima ogromno vpliva na to, a bo ta firma uspešna ali ne. Potem je pa tu še nekaj, ne. Mi lahko, ne vem, preko glasa, prek raznih mehanizmov, metod, ki jih imamo, dobimo najboljšega človeka za delo, največjega genija, ne. Ampak odvisno od tega, v kako okolje ga bomo postavili, toliko bo on potem lahko to svojo genialnost dejansko obrnil v korist za firmo. Tako da ni nujno, ne, da vi naredite vse
najbolje in najboljšega človeka, če ne boste tudi poskrbeli za to, da v vašem podjetju je mindset na pravi strani, na pravem mestu, da vodje, menedžeri znajo delati na prav način in da dobijo v glavo to agilno miselnost. Ni njihovo delo, da naredijo vse najboljše, ampak njihovo delo je, da pripravijo svoje zaposlene, da delajo najboljše, da od njih dobijo največ.